Hvala. Zirete Špica. N1 podcast Suzano Lovec. Torej, 5 dni pred predsedniškimi volitvami smo, volilna tekma je na vrhuncu. Za oceno kandidatov, soočenj volilnega boja sta danes z mano v N1 volilnem podcastu dr. Tadej Troha z Filozofskega inštituta ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti, filozof, živijo. Živijo. Na moji levi. Ja. In na moji desni Luka Lisja Gabrielčič, zgodovinar in raziskovalec na Central European University v Budimpešti. Oba sta tudi pisca, ne? Drži? Živijo. Živijo, pozdravljena. Živijo. Kje smo torej 5 dni pred predsedniškimi volitvami? Kje je torej zdaj kampanja in kje je ta tekma? Na kakšni točki smo tedaj? Smo na neki točki, kjer najbrž nismo pričakovali, da bomo v nekem smislu, ker smo neke volitve mi že opravili junija, julija, avgusta smo imeli neke druge volitve kot te, ki so se zdaj na koncu izkazali, da so. Ampak kje smo? Smo tam, da ljudje še vedno ne vejo sami, ne po mojem čisto dobro, kaj bi glasovali, niti mi ne vemo, kaj se bo zgodilo. Čudno je to, da situacija je taka, da bi jaz pustil odprte tudi najbolj bizarne možnosti. Skratka, ne govorim zdaj o zmagi v prvem krogu, ampak zadeva je, mislim, ta situacija celotna je tako zblojena, po mojem, da se lahko zgodi tudi karkoli. No. Čakaj, kakšne bizarne možnosti? Hočem reči, da te procenti, ki se zdaj kažejo, da bojo precej drugačni, hočem samo to reči, da je tudi po zaslugi samih kandidatov, tem kandidatom ni uspel organizirati recimo volilnega telesa na način, kot bi pričakoval od predsedniških kandidatov. Ne, sploh, če so se toliko časa nekateri iskali, da se pridružijo, ne vem kaj, bi morali biti zadeve mečkam bolj jasno postavljene in mislim, da ta dilema, ki se je vzpostavila najprej med 2 kandidatkama, od katerih je ena odpadla, to bojo drugi vedeli, zakaj, jaz res ne vem. Skratka, oni, ki so bližje virom. Mislili so, da so razrešili dilemo z zamenjavo Marte Kos z Milanom Brglezom, pa smo ostali na tanko isti točki in v bistvu kvalitetno, verjetno, bi rekel, bi si upal reči, že celo na slabšem. Kvalitetno misliš po kandidatu? Ja, mislim, da ja. Luka? Ja, se strinjam, vključno za zadnjo oceno. Ne? Mislim, tako je. Ja, absolutno. Mislim, da bodo te volitve že zdaj so se izkazale v zadnjem tednu, ne glede zdaj na kakovost soočenja in tako dalje, za dosti bolj zanimive v smislu, kako odražajo trenutno politično situacijo in preference ljudi, kot smo na začetku si predstavljali. Ne? Točno tako, ne? Mi smo štartali, imamo nabasano volilno leto, ne? Super volilno leto, ki bo sledil velik neko zatišje, ne? V naslednjem letu in še naprej. Ne? Torej vse se dogaja zdaj tukaj. Ne? In te predsedniške volitve, predkampanja se je nekako začela že po tem v bistvu prelomnih volitvah zdaj aprilskih, ne? Kjer je bila tudi udeležba tako visoka, da je dejansko pokazala in bi rekel, in dileme tako jasne, da je dejansko pokazala neko sliko te družbe. In zdelo se je pravzaprav, da bo zdaj predsedniške volitve neke vrste nadaljevanje tega, da se bo pokazala, bomo rekli, iste razmerje moči in da bo zgolj vprašanje osebnosti. In zaenkrat, ne, na začetku, če se spomnimo, Marta Kos proti Nataši Pirc Musar, nihče ni videl v tem neke vsebinske dileme ali kakorkoli. Ne je šlo za nespopad nekih osebnosti, ki so pomembne, znane širšemu telesu, ampak relativno na obrobju političnega življenja. Ne? Ki mojo manj delite iste vrednosti izhodišča in potem je šlo za ta klasični, bi rekel, narcizem majhnih razlik. Ne? Medtem se pa je dosti spremenilo. Jaz se strinjam, ne, da je v bistvu ta zamenjava Marte Kos z Brglezom po eni strani ni spremenil ničesar, on je dobesedno prevzel štafetno palico in nadaljeval tam, kjer je ona končala, ne s tem, da ona je po anketah drsela navzdol, zdaj se zdi, da je Brglez je napredoval, bi rekel, je napredoval vendarle, ne, v zadnjem tednu, v zadnjih 2 tednih. S tem, da Marta Kos še ni sodelovala v soočenju. To je seveda res, ne, in mislim, da bi bila tam bolj učinkovita. In zagovarjali bi po mojem tudi drugačna stališča, ne, ker profil seveda je podoben, ne, diplomatske izkušnje in tako dalje, ampak vendarle gre za neke različne vsebinske poudarke. In tukaj se je marsikaj spremenilo. Jaz še vedno mislim, da je vendarle, ne glede na njegove nizke odstotke vstop Mihe Kordiša v predsedniško tekmo, tudi marsikaj spremenil. Ne?
In tukaj se ustvarja neka zelo zapletena dinamika, ker mislim, da vsi bolj ali manj zelo redki, dobro, mislim, da ima Anže Logar neko svojo trdno podporo, ne, podporniku SDS, mislim, da ima, čeprav ima tudi dosti posojnih glasov od NSI-ja, ne, ki ni predstavljala prepričljivega kandidata, Miha Kordiš ima neko trdo jedro glasov, ampak vsi nekako se odločamo, in tukaj lahko govorimo v večini, ne, zelo taktično, ne? Se pravi, kdo bo koga lahko premajal, kdo ima večje možnosti, in tukaj je zelo, zelo fluidna situacija in tudi jaz se pa kar strinjam, ne? Da v bistvu zdaj ankete in niso, ali pa so mogoče ujele resen ne kot v teh sličicah, ki tvorijo nek film, neko sličico v premikanju, ne? In kar bomo mi videli, kam v bistvu se končal film v nedeljo, še pravzaprav dejansko res še ne vemo, ne? Tukaj je marsikaj odprto. Ja, ne, tle se vidi, ne, recimo, da volivci SDS lahko niso navdušeni vsi po srcu za Logarja, ampak dovolj v redu jim je, da ga volijo. Tako tudi pač desničari nimajo po mojem težav, trenutno so zelo dobri koži, moram reči. Jaz mislim, da lahko volijo človeka, ki še zgleda malo boljši, malo lepši od njih, tako da to je ideal. Mislim, to bi si mi tudi želeli, ne? Recimo, da bi imeli človeka, za katerega bi presodili intimno, da je boljši od nas. To je to, kar hočemo, ne? Vendarle, če iščemo predsednika. Ne? Mislim, boljši, sposobni, bolj artikuliran, z večjo kontrolo značaja, z večjo zmožnostjo igranja v končni fazi. Ne vse to. Ne? Z možnostjo igranja. Govoriš o soočenjih. Ja, govorimo o soočenjih od celih nastopov. Mislim, z možnostjo postavljati se kot boljši, imenitnejši človek, kot dejansko si. Ja, in desnim volivcem zdaj enkrat po dolgem času jim ni prav sram, da volijo Logarja, ne? Ker bomo rekli, pri marsikaterih drugih kandidatih in strankah malo tega sramuje bilo v nekaterih krojih. Ne? Ja, in hočem reči to, ne? Da tam zelo je ključno za to, tudi po mojem za napovedi. Pač tam so glasovi fiksirani, pa ne zaradi tega, ker bi bili to po tej mantri, ne, zvesti volivci, disciplinirani. Ne gre za to. Jaz mislim, da je dobesedno je neka meja, prek katere moraš iti, da se glas fiksira. Neka toliko prepričljivi morajo kandidati biti, da se fiksira. In na levici, levi sredini, bom jaz rekel, je tako, da manjka večini teh kandidatov nekaj malega, da bi rekel, eto, vem. In to bom glasoval in da me v nekem trenutku začne, da mi rata vse in kaj bom. In da rečeš, to je moj kandidat. Ja, to je moj kandidat. Tudi če reče kakšno neumnost, mu zlahka oprostiš. Tudi če ne odgovori najboljš, mu zlahka oprostiš, tudi če se mu zareče. Skratka, vse to. In ti stojiš za njim. In to je to, kar sem rekel na začetku. Organizirati politični prostor v tem smislu, da narediš. In tudi, ko pleteš kandidate, ko jih vlečeš not, mislim, velika neumnost, ali pa rekel, problem, po mojem osnovni v tem, Nataša Pirc Musar po svojem profilu, po svojem videzu, po svojem nastopu, po svojih političnih stališčih zgleda kot kandidatka Gibanja Svoboda. Ne? In tukaj je bil problem od vsega začetka. Bila je ena kandidatka Gibanja Svoboda in druga kandidatka Gibanja Svoboda. Ena uradna, ena neuradna. Ob tem, da je Nataša Pirc Musar zgledala, da ima večjo kilometrino v tem Gibanju Svoboda. Bolj intimni del tega gibanja je bila. Ker Marto Kos, se spomnim, so prinesli dobesedno kot lik mislim, da na ustanovni tej konferenci, ki so imeli. Ja, Marta Kos, če te smem prekiniti, ona je bila ključna takrat, ne, zato ker kampanja se je začela, ko je udarila ukrajinska kriza, oziroma ne ukrajinska kriza, natančneje povedano, pač invazija se je zgodila, ne, kriza je trajala že dolgo časa. In zdaj, ne, seveda, z Logarjem kot znanim ministrom, z Janšo, ne, ki je od začetka zastavil svojo vlado v nekem geostrateškem sliki in tako dalje. Zdaj je bilo to dejansko velik manjko Gibanja Svoboda, da pravzaprav nima dobenega programa zunanje političnega. Ne. Postaviti Marto Kos, ki je izjemno učinkovito nastopala na teh predvolilnih soočenjih, ne, ki je v bistvu pravzaprav zmlela marsikatere sogovornike. Ne, če se spomnim takrat Petriča, tako se je meni zdelo, ne, pa se ne nujno strinjam z njo glede vsega. Ne. Imela je zelo suveren nastop in je dala v bistvu temu gibanju, lejte, mi imamo koherenten diskurs zunanje političen in osebo, ki stoji za njo. In to mislim, da je bilo mnogo bolj pomembno za marsikateri del volivcev, kot si predstavljamo. Ne? In pač na temu je potem mislim, da hotel naučiti nekaj, kar pa se je vendarle govorilo že zelo, zelo dolgo časa, še pred Janševo vlado, še pred Gibanjem Svobode, še predvsem tem, da ona ima ambicijo vstopiti v predsedniško tekmo. In je hotel to naučiti in zdaj, kaj se je potem zgodilo, je težko rečemo, mislim, da mislim, da Gibanje Svobode ni bila zelo navdušena nad to, kar je potem ona
pokazalo v kampanji. Ne. Ampak tedej, če te prav razumem, torej to, kar ima desnica, to, da točno vejo, to je moj kandidat, se na levici torej ni zgodilo. Ja. Volivci kolebajo med enim, drugim in verjetno tudi tretjim. Tretjim in četrtim. Kako se bodo torej v finišu po tvojem mnenju odločali? Kaj zdaj torej odloča te zadnje dni? Soočen, recimo, na katere vedno pravimo, da posebej pri predsedniških volitvah ogromno odločajo soočenja, ker se pokaže ta nek duh človeka ali pa način obnašanja, vedenja, gledamo osebnosti. Teh soočenj je res, res ogromno. Ne vem, če jih je bilo kdaj že toliko. Kandidati so po moje že utrujeni. Problem je, se upravičujem, soočenja po večini z redkimi izjavami so tudi silno problematična letos, ker reproducirajo točno to zmedo, ki je. Torej, soočenje pomeni to, da se dva usedeta, 3, 6, 7 se jih usede in se sooči po večini glede istih tem. Osnovno pravilo je, da dobi 7 ljudi od vprašanja in ima možnost podati odgovor na isto temo. In da se izkristalizirajo razlike. Ja, da vidiš razlike. Kar mi tle delamo, je za vsakega posebno vprašanje, posebni greh, posebna afera, ne vem kaj, in potem moramo mi odločiti, da tako rečem, med tem, a ima Nataša Pirc prenizko plačo, si izplačuje prenizko plačo, med Brglezom in njegovo šahovsko zvezo ali pa njegovimi stroški evroposlancev, ne vem, kaj točno je. Zdaj najbolj važno, ali pa ne vem, karkoli. In Kordiševo nivo? Nivo seveda od Sabine Senčar, hidroksiklorokin, ne vem, da je to. Skratka, ti imaš stvari, ki jih moraš potem spet se odločati med tem. Te zadeve so neizmerljive med sabo. Kaj pa jaz vem, kaj je hujš od tega? Skratka, kot volilec in gledalec si oba želita več soočanja mnenj, več kandidatov o isti temi, da se izkristalizirajo razlike, ne pa da voditelji z njimi debatiramo na način vaš greh 1, vaš greh 2. To se naredi enkrat. To se naredi 1 na 1, po mojem, to se naredi tako. Kdaj? Ne morem več, mislim, dobesedno 2 zadnji veliki soočeni, ki sta bili na Popu in na TV Slovenija, jaz ne vem, to je res katastrofa. To je res katastrofa, ker dobesedno jaz to dosti tako gledam, ker v bistvu mi je osebno za te volitve predvsej vseeno, bom čisti iskren. In gledam in probam se uživati v to, a meni to producira zmedo, ali mi producira neko jasnost in producira mi zmedo, ker sem kot da sem na ena možnost je, da je histerija in da je pač leti vse naokoli, druga pa, da imam feeling, kot da sem v nekem vakuumu, da se sploh ne morem znajti. Tako je bilo pa na Popu, recimo zdaj na zadnje. In to je težko, mislim. In ne vem, zakaj so te zadeve tako zahtevne za premisel. No. Da še nekaj mogoče omenim, kar sem na začetku pozabila, za gledalce in gledalke, ki tudi nas gledajo. Mi 3 smo vsi testirani, ker se nahajamo tukaj v majhnem studiu. Vsi 3 smo se danes zjutraj testirali, tudi jaz sicer se vedno testiram, preden imam goste v studiu. Tedej pa nosi tudi masko. Bomo pa o epidemiji nekaj rekli še ob koncu tega podcasta. Okay? Kako torej vidva značilnosti teh kandidatov, pa če se mogoče najbolj omejimo na te 3, ki jim najboljše kaže, torej Natašo Pirc Musar oziroma Logarja, ki kotira kot prvi zdaj na anketah, Natašo Pirc Musar in Brgleza. Kako vidite v bistvu to dinamiko med njimi 3? Posebej zanimiv je ta odnos Pirc Musar Brglez, ne? In kje je v tem trojčku potem Logar? Mislim, da se je skazalo to, kar smo marsikateri izmed nas podali že na začetku, da tukaj se na nek svoj vrsten način ponavlja ta vzorec, ki je bil 2007. Se pravi, imamo desnosredinskega kandidata, dobro, po dolgem času lahko tudi kandidatov SDS, rečemo desnosredinski kandidat, ki je močan, ki ima zelo velike možnosti za uvrstitev v drugi krog in ki mu zdaj pravzaprav lahko rečemo že favorit, vsaj kar se tiče prvi krog. In zdaj resnično tekma med temi kandidati in kandidatkami leve sredine, ki predstavljajo, to smo videli, zdaj imamo sliko volilnega telesa iz aprila, ki je zelo verodostojna, ki je vendarle pretežno levo-liberalna. Tukaj se pač
različni kandidati. Sredinska, misliš? Dobro, on bi rekel sredinska, jaz bi rekel leva liberalna, ne? To je zdaj pač vprašanje taksonomije. V bistvu se borijo, kdo bo zdaj prišel v drugi krog, ker se v drugem krogu pa potem ima ta, ali pa si misli, ne, da ima ta kandidat pa kandidatka možnost, da potem v bistvu ponoviti si uspeh, ki ga je doživel takrat Danilo Türk proti Lojzetu Peterletu. Ne. Zdaj, ampak je pa res, ne, da letos mnogo bolj, in to se je zgodilo na nek način tudi nepredvidoma ali pa nepričakovano, so se te razlike, tudi programske znotraj teh kandidatov, bom rekel, ne desnice, če hočemo, ne, leve sredine, leva liberalnih ali pa levica, ne, so se razlike med njimi le jasno pokazali. Meni se zdi, da na področju zunanje politike je diskurs, ki ga ima Brglez, zelo drugačen od Nataše Pirc Musar. In meni se zdi, da to je eno izmed ključnih vprašanj današnjega trenutka bi rekel, v Evropi, ali pa širše celo gledano. In to je zelo pomembno vprašanje. In tukaj se dejansko razlike vidijo. Zdaj pa, če gledamo širši spekter, ne, razlike, pozicije, ki jih zagovarja Kordiš, ali pa pozicije, ki jih zagovarja že Brglez, ne, da ne rečemo ostali, tudi so dokaj velike. Ne. In tukaj se pokaže pravzaprav, da je na nek način ena lepa slika so te kandidati pozicije, ki prevladujejo v Sloveniji. Volilnega telesa, če hočemo, ne, vključno za Senčarjevo, ne, in s Prebiličem, se je lepo pokazalo, da posebljajo vse to, kar je trenutno prisotno v tem diskurzu. Ne. Je pa res, ne, torej zdaj je tukaj je potem pa zelo veliko tega taktiziranja, kot sem že prej rekel. Ne. In meni se zdi, da kar dinamika, ki se zdaj dogaja, pa bomo videli, če je to trend, ki sem nadaljeval, je, da Brglez je nekoliko okrepil svojo pozicijo v primerjavi z Natašo Pirc Musar. Nekateri glasovi so se začeli stekati k njemu, ki prej Marta Kos ni uspela pobrati. Ne. Počasi se pa vendarle tudi krepi Kordiš. Ne. In zdaj tukaj je veliko vprašanje, kako se bodo volivci odločili, ne, v zadnjem trenutku. Ali bodo glasovali s srcem, ali glasovali taktično. Ne. To so tisto neiskreno glasovanje, katero smo slišali. Ne, ti si v kolumni za Delo napisal, da tokrat pa res ne veš. Tebi se zdi primerno, da kolumnisti vedno razkrijejo, oziroma jaz razkrijem. Tako, da obelodanijo, za koga bodo glasovali in zakaj bodo, da na ta način so transparentni. In praviš, da tokrat res ne veš, za koga bi glasoval. Našteješ za vse, zakaj ja oziroma zakaj ne, ne? Ja, mislim, za Kordiša sem že prej javno kritiziral in je jasno, da ne bom, mislim, na Senčarja tudi ni. Mislim, da je ljudem, ki me spremlja, jasno, zakaj to pač ne more biti moja izbira. Pri ostalih pač sem nekako ocenil. Ne? Ampak se mi tudi zdelo zanimivo to napisati, ker veliko ljudi potem je pristopilo k meni in rekel, jaz pravzaprav razmišljam mogoče s podarki drugače, ampak tudi jaz ne vem pravzaprav, kdo je moj kandidat. Ker se zdaj isto, kar je tudi povedal na začetku. Ne? So volitve, ki so pritegnile zelo veliko pozornosti, bolj kot prejšnja predsedniška, se meni se tako zdi, bomo zdaj povedali, kakšna bo volilna udeležba. Tudi se mi zdi, da so se ljudje malo navadili v zadnjih letih bolj hoditi, v zadnjem letu predvsem hoditi na volišče, ali bo se zdaj v teh na volitev pokazalo, da se jim je že malo dolg čas, ali je to prišla v neka praksa, neka navada, bomo videli, ampak vseeno jaz imam občutek, mogoče se motim, da je vendarle zanimanje zanje večje, kot je bilo za prejšnje. Je pa istočasno ta neodločenost vseh tistih, recimo, Logar ima res neko stabilno podporo. Ne? In pri vseh ostalih mislim, da je zelo, zelo fluidno. Tadej, kako vidiš ti ta trojček? Tudi na soočenih, ko nastopajo oni tri skupaj, ne? Logar, Pirc Musar in Brglez, je neka dinamika med njimi. Ne? Imajo različne nastope oziroma različne taktike, na kak način se obnašajo eden do drugega. Logar, ne, jasno, njemu je zelo lahko, plus da je kar spreten, ne, mislim v tem smislu obrtniško, kot bi se rekel, ne. Več je spreten, dobro nastopa, ne, mislim, dejansko zgleda kot človek, ki se dobro počuti tam in ki ve, da v bistvu, da običajni udarci proti njemu ne delujejo. Torej, on je opravil s to vabo, ne, ki je po mojem nastavil proti kandidatom in vsem medijem, s tem, da je kao postavil, da je on neodvisen.
Jaz mislim, da je tle prav upast zvlekel večino ljudi, da se ukvarja samo s tem, da dokazujejo, da ni. Torej. In se zadeva konča pri tem, da on reče, jaz sem neodvisen, vsi pa rečejo, kako si ti neodvisen, če si pa ja od SDS-a. Tako. In ostane pri tem. Seveda je problem, da je od SDS-a, ampak ker je on to postavil kot nekaj, kar mu je treba njemu šele povedati, je tako kot 1-1. On je rekel, neodvisen, mi pa rečemo, da ni in potem se zdaj smo nekje tle. In mislim, se je tle naredil to, dekoncentriral v resnici svojo konkurenco in medijsko pač kompanijo, ki pač ne bi rade, da je on predsednik in javno mnenje, ki ne bi, da je on predsednik, zmedel s tem. In tomu in de facto deluje pač kot nekdo, ki bi to lahko bil. Zdaj, kaj bi bilo, in zadeve vedno učinkujejo tako, potem se nekako histerično zaletavajo, v smislu ljudje, ki so nepripravljeni proti njemu, pa mu ne znajo točno povedati, kaj vse je narobe naredil, kot del SDS-a. Kaj pri čem vsem konkretno je bil deležen s svojimi glasovanji v parlamentu, na vladi in ker mu tega ne daš, tako da se pogovarjaš z podnebnim zanikovalcem, pa ti reče, daj mi pove, mislim, če nisi informiran, ga težko sesuješ, ker ti on reče, daj mi en primer, to je bilo, mislim, da pri vas včeraj, na vašem soočenju. Z Brglezom ste imela ta duel. Dajte mi en primer, tam, ki ste se takrat proti unmu, mislim, in on reče, niste mi dali primera in je spet zadeva neutralizirana. Se mi zdi, da ima totalno to obrambo naštudirano. Jaz se zelo strinjam s tem in to je uspevalo do zadnjega tedna. Ker si mislim, da zdaj v zadnjem tednu, predvsem za soočenjem na RTV, se je pa pokazalo, da ta taktika, da je malo popustil. Ker potem malo preveč, mislim, že ljudje so začeli opaziti, da to njegovo neizjasnevanje glede ničesar, da to na začetku je zelo v redu. Moram reči, da na nekatere vprašanja, da nimo glede teh referendumov, nekih je pogovarjal SDS, je res podal neko razdelano stališče, za katero mu je res uspelo, da se ni prizameril ne stranki in ne bi rekel sredinskemu volilnemu telesu, ker je bilo res občudovanja vredno. Ni sočasno ne izpadel kot nekdo, ki se noče izjasniti. Ampak ker pa potem to traje iz tedna v tedna, mislim, da pa zdaj se pa res pokazalo, predvsem na zadnjem soočenju, da se prav glede ničesar, jaz sem rekel privatno, pa sem, pa nisem, je zdaj pa postalo malo too much. Malo too much in s to mi je v bistvu postavilo še na drugega, je res, da mu to ni odvzelo glasov, mu je pa res postavil neko bariero, pa se mi zdi, da so to ljudje zdaj pa že opazili, da je absolutno res to, kar je rekel Tadej. Vse se je vrtelo okrog tega, zato ker pač v delu je nerečeš SDS in to si že dokazal, pač ni treba argumentirati naprej. In je manjkalo, bi rekel, ta res tehno vprašanje, kaj pa je bil problem tema? Je res problem to, da je on član neke stranke, ali je mogoče problem kje drugje? Kaj je on delal kot minister za zunanje zadeve? Glede non-papera, ki se je zelo malo omenjal, ki se je zgodil under his watch, je on imel neko politično odgovornost glede tega, glede vseh glasovanj v vladi, glede vseh dogajanj znotraj stranke, so neke konkretne stvari, kjer se ga bilo treba vprašati in ga postaviti. In mislim, da se je zdaj v zadnjem tednu res, to se na RTV so ga malo tako prijeli in se je izkazalo, da glede tega res nima nič zapovedati in to, da nima nič zapovedati prvi teden je v redu, to, da še vedno nima nič zapovedati tretji teden, je malo že preveč. Čeprav vse ljudje v Sloveniji imajo radi, če nimaš nič zapovedati, če si predsednik države. Ja, ampak če niso SDS. Problem je v tem, jaz mislim, da to, zdaj, če na koncu se razkrije on kot nekdo, ki res nima stališča, ja seveda ga nima, mislim, oziroma ga ima tazga, ki nam ga noče povedati, vse to je jasno. Problem je v tem, da jaz mislim, da karkoli se zdaj na koncu lahko ga novinarka RTV-ja postavi v kot, pa ne vem kaj, koga briga. Problem je v tem, da so se v vsem tem času, da je treba je bilo samoumevnost tega, da SDS kandidat ne bo, pač seveda ne bo predsednik, zlasti po tem, kar se je aprila zgodilo, mislim, a smo zmešani. No, ampak... Tako da rečem, če govorim o tem nekem,
tudi država v končni fazi, mislim, ta država je z veliko večino zavrnila, ne, se spomnim pač SDS, zato bom govoril mi, pa ne bom se kot na noben pol postavil v tem smislu. Zato si upam reči, mi, država, smo zmešani, če bomo pol leta potem, ko smo z nekoga brcnili, pač vzeli nazaj in dali kontinuiteto nekemu nadaljevanju tega. Samo to pravim, če se ti Ko se je ta zadeva začela, samoumevna zadeva, ko je bilo treba začeti dokazovati, je zadeva razpadla, ker smo dobili njega kot figuro. Samoumevnost se ne dokazuje tako. Samoumevnost se pokaže tako, da si ti toliko boljši od njega in da imaš toliko več zapovedati in da si toliko samozavesten in da toliko ne motoviliš, kot so oni delali, a bi tega, pa bomo neodvisnega, pa bomo tega, pa bomo to zamenjali, pa bomo uno iskali, pa ne vem kaj, pa dokazilo, a bo dosti, da Brglez samo izstopi iz najvišje funkcije v SD-ju ali mora iti še tam dol iz une funkcije. Mislim, za koga se to uprizarja? In ne, hočem reči, ko uprizoriš to neko zmedenost, kaj se zdaj dogaja, on postane akter, ki ima edini razpucane stvari. To je na nek način, to je neka slika tega, kar se je zgodilo v prejšnjem mandatu. Ne? SDS je zmagala v relativno, rečem 2018, ne? Z 25-26% imela tisto svojo zaveznico za 5-7 in tukaj ne bi mogla vladati, če ne bi bilo popolnega kaosa in popolnega razsula v tisti, ki so dejansko dobili mandat za vladanje. Ne? In tukaj se na nek drugi način pokazalo, da pravzaprav smo še vedno na isti točki. Dovolj je, da SDS ne pokaže Janšo ali pa nekega njegovega avatarja, ali pa nekoga, ki stoji in za njim tako vidiš Janšo, ne? Postavi nekoga, ki dejansko lahko reša, to pa je persona, z nekim svojim lastnim, dobro, stališčih nismo dosti videli, ne? Ampak z neko svojo lastno držo, z neko svojim lastnim mnenji, to smo le vendarle, neko svojo določenim vrednostimi izhodišči. In se potem ponovi natanko ta ista stvar, ne? Da dejansko mi imamo že neko izdelano, bomo rekel, politično hegemonijo ali pa neko samoumevnosti, kdo je lahko, kdo ne more biti predsednik, tukaj ni, ne? Ampak je točno to, ne? SDS je predstavila neko ponudbo, ki je kredibilna, to zdaj vsi priznavajo, in po drugi strani imamo to razsulo vseh ostalih kandidatov, ne? In to je pravzaprav že spet slika tega, kar smo dobili 2018 v drugi obliki. Ne? Ja, in gre samo za to, ne. Problem je, če se pogovarjam potem o drugem krogu, recimo potencialno, ne, pač tisto, kar bo treba, problem je v tem, ko ti ne uspeš pobude prevzeti in ko moraš zalaufati anti-logar, da bo drugi krog kot anti-logar, kot neka nova verzija, anti-Janša, levo, desno, kakorkoli že. Bo veliko manj prepričljivo. Bo izgledalo, kot da se proti njemu borijo ljudje, ki so v bistvu prvi krog zgubili, ampak ne samo v procentih, ki so ga zgubili, ki so spodleteli v tem, da bi preprečili, da bi od SDS-a kandidat kakršenkoli že je postal relevanten. Ne? In ljudje to po mojem bojo čutili in še enkrat se zaganjati v ta z manj entuzijazma, oponašati afekt iz aprila, pa iz referenduma o vodah. To ne gre kar tako. To ne moreš ti, ko oponašaš nekaj, kar si že enkrat naredil, se veš, da oponašaš in se ne počutiš ful prijetno. In več kot enkrat, pardon, ne, se je v bistvu proti Peterletu se je tudi takrat 2007 se je tudi ta sentiment proti vladni in on potem plačal kazen za vlado, ki je začela zgubljati popularnost prav v tistih mesecih, ne, 2007 plačal potem, ne. In je pa res, ne, to se je že dostikrat ponovilo, zdi se nam tudi, jaz sem to zapisal, da se bo to samoumevno zgodilo tudi tokrat. In ravno zaradi tega obstaja možnost, da pa mogoče ne. Jaz mislim, da zlasti proti, dobro, mogoče to je moj predsodek, ampak zlasti proti Brglezu, jaz mislim, da bi imel Logar kar šanse, ne? Zato ker Brglez se mi zdi tako zelo pri drugem krogu, ne? Pri drugem krogu, ne? Skratka, ali se strinjamo, oziroma kaj mislite, ali če pride do drugega kroga, ima Logar tudi realne možnosti? Mislim, da ne visoke, ampak ima. Katerikoli kandidat bi bil z njim v drugem krogu? Ja, absolutno. Mislim, okay, razumemo ankete levo, desno in da najbrž ni popolnoma enako zdaj vprašati in da prideš v ta moment panike, whatever, kakorkoli resne, ampak po anketah ima prednost. Mislim, pač njih ima, ne. Mislim, tako, to ne bi smelo biti nekaj čudenega. Nažalost je, zveni čudno, ampak tako. Predvsem je čudno pač toliko
par mesecev po teh volitvah, ki so bile take, kot so bile, ne, to, kar si razlagal. Ampak, če se vrnem nazaj na to zmedo, o kateri oba govorita na levici sredini, kako se pa kaže recimo ta zmeda zdaj prav v soočenjih, ko nastopata Nataša Pirc Musar in Brglez? Ona dva sta, bom tako rekel, Nataša Pirc Musar, itak je po mojem že prva napaka, ki je naredila takoj na začetku, je bila napaka, ki je v tisti svoji tem, kar je poimenovala privatnem razgovoru z novinarji javnih medijev, pač rekla, da se od levice ograjuje, kar pač morala bi vedeti, sporočila tega tipa in jaz, zakaj sem bil kot na zadnje volilec levice, ma ne užaljen, ampak tako si rečem, please, ne? Tukaj je bil en presežek. Ni šlo za to, da jaz nisem po srcu kandidatka levice. Jaz nočem, da postanem njihova kandidatka, ampak ona je eksplicitno rekla, da noče podpore. Potem se je to izkazalo, da so bile neki, pač, da so v resnici oni najbrž prej rekli, da nočejo nje podpreti, pa je potem ona obrnila, kar je za predsednico tudi malo čuden, ne, da svojo košarco obrneš v košarco njim, ne, kakorkoli, ampak hočem reči, takrat, to je prvi moment in se kot volivec v bistvu točno zaradi tega presežka počutiš tako, ok, nočeš me, mislim, prav, v redu. Druga, tudi že vis-a-vis Marte Kos je bilo neka čudna agresija, ki je meni bila popolnoma nelogična. Jaz ne vem, kaj imate v internih svojih krogih, strukturah, če so, če niso, ne vem, kaj imate vi. Mi kot opazovalci od zunaj ne vemo za te krege in nas ne zanimajo. In če pridejo ven z nekim presežkom agresije, izpade kot da, kaj se dogaja? Zakaj govoriš, da je neki urbanistični moment, pa tako, odkje to sploh vlečeš? Ne? In hočem reči, da se tle nastav neka, zdaj, če se vrnem na tvoje vprašanje, ta moment ali pa ta poteza neke pri Nataši Pirc Musar neke nepotrpežljivosti, koleričnosti, ne vem kaj, pač, ki ni najbrž ena od potez, ki bi jih predsednici ali pa predsedniku pač pripisali. Razlog, zakaj se ljudje, kot sem jaz, tudi ko bomo stari 80 let, ne bomo počutili kompetentne za predsednika republike, ker smo koleriki, ne? In pač nismo dobri za to, ne? Mislim, za kakšno drugo funkcijo. Ampak mogoče kakšen drugi kandidat. Ti si. Smo že videli tudi Brgleza, kako je povzdignil glas nad Logarja. On je tudi kolerik. Ne, mislim, da je celo prizna. To je on ni rekel kolerik, rekel je, da je človek, ki se je rekel, mislim, da v nekem intervjuju, jaz včasih izgubim, vzrojim, pa ne vem kaj, se je povedal. Skratka, imamo dva kolerika, zdaj bom tako rekel, en Nataša Pirc Musar, ki je odvetniško artikuliran kolerik in Milan Brglez, ki je srednješolski profesor, kolerik. Pač ki bo znorel sredi ure enkrat, ker pač 5krat ne bo, pa bo ta 6. pa bo. Bo pa kredo vrgel. Ne, kredo, gobo, karkoli, ne, neki. In ta odnos med njima? Hočem reči, ta odnos med njima je potem pač izpade. Problem je v tem spet, če se vrnem še na začetek. Še vedno sta dva preveč. V tem smislu, ta povezava, še vedno vztrajam, Nataša Pirc Musar na ravni objektivnega videza in tega, kar mi dojemamo kot Gibanje Svoboda, je kandidatka Gibanja Svoboda. On je pa, namesto da bi bil kandidat SD-ja, kandidat obeh strank, ob tem, da niti ni, da ga jaz ne precepiram kot člana SD-ja. Mislim tako, ker je pač to človek iz SMC-ja, ki je v SD šel po neki manj nenaravni poti, mislim v tem smislu, tako kot greš v Špar, kad ti v Mercatorju nekdo zateži, pa greš v Špar takrat, mislim, stolk po mojem notranjega prepričanja, stolk ljubezni do te stranke, pa ne vem kaj, stolk identitete. In tako. In pride do tega, da enostavno ju je preveč na istem mestu, če me vprašaš, in je zadeva sam prebrklana. Se strinjam, zadeve, kot so zunanja politika, ju ločujejo. Ne? Je pa precej presenetljivo, da ta tema v resnici ni prišla
toliko do v prvi izraza. plan. Jaz sem mislil, lahko bil kakšen dan mislil, da se bo pogovarjal samo o Ukrajini. Pa v resnici komikaj. Ne? In v bistvu pa tudi tukaj moramo paziti, če bi zadeva prišla v resno razpravo, bi Brglez svoje stališča, tako kot on zna, že omilil, oziroma bi jih še Popeglal. omilil, bom rekel, približal recimo tvojim stališčem, potisnil v sredino, kakorkoli, oziroma v smer tega, kar se v evropski politiki pričakuje, da se govori. Ne? In vse, kar bi dobil, tako rečem, od tega ne bi imel nič, ne? Mislim, itak izgubil bi iskrenost, izpadel bi še večji kompromisar, kot je. Tako da je čist v tem smislu, hvala Bogu, da ta razlika obstaja, ampak ni problem v tem, da je premejhna razlika med njima. Jaz sploh nekako ju ne morem sploh v polni meri dojeti kot dva ločena kandidata. Ja, ampak ko jih skupaj postaviš, se realnost izide samo tako, da vsakega tako vidiš v 2/3, ne vem, kot dva duhova. Ne vem, mislim, tako govorim, ampak ker je res problem, da je neko občutje, ki ga človek ne more drugače artikulirati, oziroma ga je treba poskusiti. Luka, oprosti, kaj bo torej tle na tej levi sredini, pri tej zmedi, ki jo je Tadej zdaj opisal, pomembno pri odločanju volivcev? Zdaj, danes je za N1 Milan Kučan, prvi predsednik, povedal, da bo glasoval vseeno za Natašo Pirc Musar, vmes je namreč svojo podporo razširil recimo tudi na Brgleza, ampak se je jasno izrekel, da bo glasoval za njo in pravi, res je prišel čas za predsednico republike. Ali to karkoli še odloča? Jaz mislim, da ne zelo veliko. Mislim, da gotovo Nataši Pirc Musar, da ima to podporo, je gotovo koristno na začetku. Jaz mislim, da zdaj se bo ta novica popolnoma zgubila in da razen mogoče res treh navdušencev iz 90-ih let, nostalgikov, ki manično brskajo, kaj je rekel Kučan, in se potem obzirajo po njemu, to na velikega vpliva ne bo imelo. Ne. Pa kaže pa neko konsistenco, ne, takrat podprl Natašo Pirc Musar, po mojem zanj, kaj bi bil verjetno kandidat, ki bolj ustreza, njegov intimni kandidat, ko smo govorili aprila, je bil bolj Brglez, ampak je ustrajal pri svoji začetni podpori, ker tudi kaže neko konsistenco. Ne. Jaz mislim, glede te zmede in to, kar smo omenili, zgodilo se je nekaj, kar se dogaja neprestano na tem levem polu. Ne. Se pravi, da so neke zelo jasne razlike glede ideološke usmeritve, politik, ekonomske politike in tako dalje, bomo rekli levo od sredine, ali pa vsem tiste, kar ni desnica. Jasno je, da obstajajo. Ampak kako se potem zdaj odražijo v različnih kandidatih in strankah, to pa je popolnoma akcidentalno. Ne? In točno to se dogaja. Ne? In zdaj je ta dvojna igra. Ne? Zdaj, če bi bili kandidati drugi, bi se tudi Nataša Pirc Musar pozicionirala drugače, Brglez bi se pozicioniral drugače in se dejansko gibajo se po tem spektru, zagovarjajo zelo protinistična stališča. Zdaj, jaz mislim, da če ne bi Kordiša bilo v tej volilni igri, če bi se Levica odločila, dobro, naj gremo v koaliciji s skupnim kandidatom in bi podprli Brgleza, kar ni razloga, zakaj ga ne bi. Ne? Bi on ravnal drugače, ampak zdaj, ko ima Kordiša na svoji levi, dobro, zdaj Kordiš kotira tistih 5-6%, malo je zboljšal rezultat, ampak 5-6% je zelo pomembno, da on prehiti Marto Kos. Zakaj se mi neprestano to dogaja? Zaradi tistega razloga, kar smo omenjali prej, da v bistvu sta dva avatarja istega stališča, Nataša Pirc Musar. In da to naredi, se mi zdi, da taktika je taka, da reče implicitno pravi volivcem Kordiša, gledajte, sej je zelo fajn, ampak on ne bo nikoli prišel drugi krog, to je izgubljen glas. Volite mene, ker ne boste nič izgubili, ker vse tisto, kar on pove, bo se zagovarjam samo jaz, samo bolj učinkovito in bolj zmerno. In zdaj, če bi prišel on v drugi krog, bi točno to naredil, kar je rekel Tadej. Ne bi pa pokazal, se pravzaprav, jaz sploh nimam takih pozicij, kot bi se že spet pozicioniral drugače. Ne? In ta gromozanski oportunizem vseh teh kandidatov, ki se gibljajo po tej sferi in zagovarjajo tisto, kar je najbolj ustreza, znotraj, bomo rekli, te levo sredine sensulato, se potem kaže v taki poziciji, ko je predsedniška, ki se pa vendarle pričakuje neko
bi rekel, da je človek nek menš, ne, da stoji na nekem, ne, da je neka persona, to pa potem ne, po taki kampanji ima potem neke davke tijarja od kandidata. Ne. Kdorkoli se bo, bi rekel, od teh Brglez ali pa zdaj, ne, Nataša Pirc Musar, ki sta največja favorita, uvrstili v drugi krog. Z Logarjem? Bo to težilo, ne? Ker na eni strani bo kandidat, ki kljub temu, da se ni izjasnil glede na česar, je projiciral nek imidž, da je on persona in bolj kot so ga napadli glede te njegove odvisnosti in neodvisnosti, bolj se je, bi rekel, imel priložnost, da je pokazal, jaz sem svoja lastna oseba in nisem avatar nikogar. In na drugi strani ima nekdo, ki je povedal vse in nasprotno od vsega. Ne? In to bo on izkoristil, zdaj, če bo znal izkoristiti, to bomo pa videli. Ne? Tadej, kaj bo odločalo v naslednjih dneh? Kučan ne, no. Kučan ne, jaz mislim, da kvečemo, moram reči, da podpore kandidatom so pa zlasti, endorsement je pa tisto, kar naj bi organizirali politično polje. Milan Kučan je najprej podprl Natašo Pirc Musar, potem je imel podprte 3 kandidate in potem se je vrnil nazaj. To ne ostane brez ostanka. Hočem reči, to ni nič. Mislim, to se mi zdi nesmiselno in res mislim, da v tem smislu, da smo si to sporoča druga, kar hoče povedati. Ne? Mislim, jaz ne vem, ampak to ni point. Mislim, če se oglasiš javno v tem smislu kot podpornik nekoga, pač stojiš, ne? Podpiraš ali pa umakneš podporo nekomu drugemu, v redu, samo ne pa jaz podpiram tega, pa še 4 druge, da se vključijo in se vi ukvarjate s tem, kaj boste naredili. Tle, problem volitev je vedno pač, da ljudi boš pripeljal na volišče, če boš zmanjšal mentalni napor pač tega. Volivci nič bolj ne sovražijo kot to, da morajo razmišljati, pa ne razmišljati na ta način, ampak razmišljati v tej blodni. Jaz sem pred predsedniškimi volitvami vsakič v totalnem sranju. Ne? In zdaj je tako, kaj je zdaj problem, da bi rekel? Ok, jaz sem recimo za razliko od kolega pač načelni podpornik v politiki podpornik Mihe Kordiša. V tem, ne v celotnem, kako bi rekel, načinu, ampak jaz mislim, da za mnogo funkcij v tej državi Miha Kordiš izjemno primeren. Ne? Imam sam recimo pri njemu tukaj težave, da za to funkcijo pač sej sam ve, vsi vemo, to ni prezenca. Ni kandidiranje za to funkcijo. No. To vsi vemo in pač lahko sprejmem, potem pa rečem, grem drugi korak, pa lahko sprejmem, imamo kandidaturo, ki hoče redefinirati to, kaj predsednik v Sloveniji je. Tudi prav. Mislim, znotraj ustavnih okvirov, ampak na ravni nastopa. Torej, ljudski predsednik v tem smislu, ampak v res močnem smislu, delavski predsednik. Ne? V bistvu glavni državni sindikalist, ne, kako bi rekel. Mislim, vse te možnosti so, ampak potem moraš biti pa še bolj Miha Kordiš, kot si bil prej, ne pa manj. In mene, recimo tukaj moram reči, da mi je žal, da ne gre full in. Dlje. Bi bilo pozabavno. Jaz bi mu svetoval drugače, če bi mu svetoval. Potem imamo Vladimirja Prebiliča, ki v bistvu za njega bi pa res na nek način lahko rekel, da mu je ta funkcija pisana na kožo. On zgleda v bistvu obleko bi se lahko predsednika, mislim, da besedo in brez... Zapusta bi lahko bil. Ja, tako, ampak res. Ampak so se zadeve sestavljale tako, pač niso znajdu točno v teh... Preveč drugih močnih je bilo že pred. Mislim, on se je postavil, ni se zmenil, niso se zmenili kakorkoli, ampak recimo, da rečemo, on bi bil tako, bolj ko ne v redu, tako, nič mu ne fali v tem smislu in zelo. Potem imamo pa 2, jaz mislim, da Nataša Pirc Musar, ki pravi, da je ta funkcija pisana na kožo in v nekem smislu bi vsi verjeli, da je, ne? Ampak ima pa problem, po mojem, zdaj lahko v drugem krogu v tem, da je do
bom zdaj rekel v Kordiševih besedah, ne, do delavskega razreda, ne, odkrito nekje med indiferenco in celo, ko bi rekel, mal jih bom na stran dala v tem smislu. Tudi v simbolnem smislu, ne, da rečem, recimo ta primer te njene plače, ne. Koliko si izplačuje, ne vem, 1300 ali ne vem, se ni važno. Neko plačo, ki je še zmer za 2 minimalca, ok. Lahko rečemo. Ona potem reče, da je to plača, s katero, da se izplačuje tako plačo, da lahko z njo preživi. Točno idealna plača za njo. Ki je plača, ki se doda njenim dividendam, pustimo ampak plača, ki se doda dohodkom njenega moža, a ne, njeni hiši, njeni ne vem kaj. Skratka, ta plača je na eni strani preniska, da bi rekel, da je dovolj visoka, in hkrati še vedno previsoka, da operiraš s kategorijami, jaz se izplačujem za to, da lahko preživim. Ne, mislim, tako da rečem. Problem je, da v Sloveniji ni razreda, ki bi ga ona nagovarjala s tem. To je to. Pač ta plača to je plača nižjega srednjega razreda, če ne počasi celo nižjega srednjega razreda, bomo rekel čist tako genau, ljudi, ki grejo lahko enkrat na leto na pico, na torto, ki ne morejo vsak dan hoditi na kosilo ven, tako, ker zmanjka. Ne? Torej, ko to reče človek, ki hkrati bo za kakšno televizijo se pokazal svojo, ne rusko dačo, svojo lastno hišo, Rebeka Drema šla pogledati not ali kdo, ne, na YouTubeu, ne, pa imamo, kaj je tam, vse zgleda top, ne, mislim, jasno, to je pač udobno bivanje, super, krasen, samo, kaj hočem reči, vse te informacije, te načini, pa potem v bistvu prek odnosa do Kordiša, tisti začetni odnos do levice, ne, pa liberalizem ta zelo odkrit, pa ne vem kaj. Ona zna imeti resne težave v drugem krogu pripeljati ljudi iz levega pola, ki so zunaj tega babla twitterskega, medijskega, kakorkoli. Ne bo. Malega človeka, se reče. Malega človeka, ne. Malega levega človeka. Malega človeka ali pa mene, no, mislim Okay. tako, ne. Ja. Mali človek po srcu ali kaj, ne, mislim. Tako, eto. Ona ima to težavo, če pride ona v drugi krog, ima to težavo, kako pripeljati, ali bo zmobilizirala torej dovolj ljudi na levici? Mislim, kako boš zmobiliziral ljudi, razen prek človekovih pravic, ki rečeš, da so itak tudi omejene, pa da stanovanje dobiš sam, če je država dosti bogata, da ga plača, ne vem, vse te stvari. Se odgovor je zelo preprost za protijanšizmom. Samo vprašanje, če protijanšizem deluje proti Logarju. Ne? In obstajajo zelo velike. Jaz sem mislil še na začetku kampanje, da ja. Zdaj nisem več tako prepričan. Mislim, da to je pa res, kaj drugega pa bo namesto tega uporabila. In če tega ne bo uporabila, ima pa Logar še toliko večje možnosti. Tako da, zaradi vseh teh napak ostalih kandidatov, on možnosti zdaj v drugem krogu ima mnogo večje, kot bi jaz predstavljal, kot sem jaz pravzaprav tudi analiziral za vas za na začetku te kampanje. In težave Brgleza tukaj v drugem krogu, če on pride, bi bile pa? Mislim, ena težava je določen segment ljudi, ki se ne prekriva čistočno levo-desno, odnos do Ukrajine, verjetno. Njegova težava je, da bi ljudje, taki kot jaz, glasovali, bi se zamašili nosim, pa glasovali za Logarja, recimo. Da povem zelo preprosto. Bi se to povedal. Mislim, to je en problem. Samo je pa vprašanje, koliko je takih čist ljudi. Pragmatičen problem. Ne bi pretiraval, seveda, pa se vse odpusti. Ampak preprosto, gledajte, človek, ki ga je bilo treba položiti teren, stran, ne vem kako bi rekel, pa pol se hkrati pa ne nastopiti, položiti teren, hkrati pa mu niso dali te dignitete, da bi nastopil kot jaz sem prišel rešiti situacijo, ampak so ga nekako vseeno, hkrati v tem, ki je postajal pomemben kandidat, ki bo rešil Slovenijo, v bistvu skozi bolj postajal neka, mislim, v njihovih privatnih igrcah neka lutka gibanja svobode v resnici. Skozi bolj je moral biti njihov,
izpadel neavtonomen. Čeprav v sami kampanji se potem pozicionira mnogo bolj levo od Gibanja Svoboda, potem nekaj zaradi znotraj tega. Ker mislim, da je tekmoval proti. Kaj pa vemo, ne vemo, kaj to sploh je. Okay. Gibanje Svoboda. Ja, mislim v tem smislu, niso te pozicije jasne, ampak to so stare zguljene debate. Ni persona, če dovolim, pri Brglsu dejansko ni se pozicioniral, mislim, izgubil je to na to možnost, on ima neke prednosti, ne? On je nek intelektualec, ne? Ampak pri njem se ta intelektualec vedno tepa z nekim politikom, ki pa je grozovito neroden in neučinkovit politik, ne? In jaz mislim, dobro, v tem sporu, da nimo med Miro Cerar in Brglez, največ iskrenosti je bilo, kar sta eden povedala drugemu, ne? In to, kar je povedal Cerar o Brglezu, se mi zdi, da kar precej drži, ne? Kot drži, kar je obratno, ne? In je nek tak oportunizem, ki se tepe za podobo nekega premišljenega, načelnega intelektualca, ki pa je potem v politični igri, tudi v tem soočenju, pripravljen potegniti pravzaprav katerokoli karto, ki se mu zdi v tem nekem trenutku uspešna. Ne. Ima res prav te kampanje mogoče, vse pri meni, si je ne samo za svojimi zunanjimi političnimi pozicijami, ampak tudi za svojim nastopom. Nekaj recimo, dobro, vse tudi z Marto Kos se marsikdaj nisem strinjal, ampak osebno je vzbuja neko spoštovanje. In mislim, da si je Brglez za to svojo mešanico, točno to, ne, kmečka nevesa, istočasno odrašenik, ne, to vse in nič, ne, to bo zelo, zelo težko potem v drugem krogu proti Logarju, če ne bo uporabil tega proti Janša ali pa proti desnici element, se pa strinjam, da ga on utegne uspešneje uporabiti kot Nataša Pirc Musar. Zdaj, tukaj je... Mislim, tukaj bo zadeva od zunaj veliko bolj prepričljiva, pa tako naprej. Ja. Ampak ne, mislim, problem je v tem, da Milan Brglez, ne, pač v času SMC-ja, vsa njegova politična veljava je bila relativna v zelo strogem smislu. Skratka, on je bil pomemben samo kot tisto nekaj, kar ni Miro Cerar. Ne. V bistvu on je politik neke odvisne eksistence. Mislim, on lahko samo tam je deloval. In ko ga ti postaviš v celoti, on ni... Jaz mislim, da preprosto človek, ki vstopi v politiko in ki gre v resnici skozi 4 leta nekega kompromitiranja, pa nekih predstavic o svoji veliki vlogi. Ne vem, če se spomnimo, recimo zdaj govori, kaj bi počel. Ne? Hamlet brez drame. Tista famozna, velika zgodba njegova, kako je on pri zakonu o tujcih nastopil. Jaz sem takrat bil blazno angažiran v to in se spomnim v živo tiste seje, ki je trajala do ne vem kdaj. On, za katerega smo sicer vedeli, da bo sklepali, da bo najbrž proti, se je, mislim, da v glasu zdaj lahko me kdo popravi, ampak v bistvenem smislu najbrž praktično zadnji v parlamentu. Jaz mislim, da bi on na tej funkciji, recimo že takrat, moral priti ven, javno povedati, jaz bom tako glasoval, ne pa, da je suspenz držal do konca, ko zadeva itak ni več o ničemer, mislim, ko se ni da več nič spremeniti. Mi smo čakali in tle vidiš, to spet jaz, moja vloga, moje junaštvo, ki pa je v bistvu fake, ker v bistvu je vedel, da nič ne bo s tem dosegel in to so junaštva, ki so znotraj okvira tega, ko veš, da ne boš nič dosegel. In to pač ni predsedniško. Ne? In to se čuti. Se čuti tudi zdaj. Jaz mislim, da je problem v tem. Jaz tisto, kar pri njemu opažam doskrat, mislim, to hočem reči, kot če ti v tem kompromitirani eksistenci živiš, če si potem še evropski poslanec in imaš še problem s tem, da si predober plačan, strukturno predober plačan in če tega ne opraviš sam že prej in preden sploh karkoli narediš, pol tiste plače direkt v humanitarne namene daš, si pečen. Ne? In Brglez bi lahko igral s to svojo podobo samo na karto tega, da je popolnoma čist, ampak res popolnoma čist. Ta šahovska zveza pri njemu deluje kot razpad, mislim, to je katastrofa, pa še zdaj ne vem, kaj šahovska zveza. Ampak se potem, ne, kako se bo on potem branil tega očitka, bo rekel,
njega bo zapeljal v neke te momente, ko bi rekel, to ni samo proti meni. Vse glamurno bi bilo. Diskreditirate ne samo mene, ampak tudi šahovsko zvezo in vse njene uspehe. Pa, to je bilo včeraj pri nas v soočanju. Ja, res je. Mislim, šaha noben ne gleda, nismo jaz se še spomnim, če se ti spomniš, ko je bil še na koncu Športin šah, pa je bil Bajca, kako se je pisal, ki nam je na koncu športa še razložil te šahistične poteze, ne vem kaj, srečalo sta se Korčnoj in ne vem kaj, ne tako in zdaj potem in smo analizirali tiste poteze. To je dejansko obstajalo nekoč. Ampak tega ni več. Ne? Kdo gleda šah, kdo hoče diskreditirati šahovsko, zdaj pa o čem govoriš? Ok, ampak vse dobro o šahu drugače. Šah je? Ja. Mislim, ne vem, jaz ga ne znam zato. Mislim, je. O šahu vse dobro, ampak razumem tvoje poanto. Malo smešno, ne? Če že imaš take velike, bi rekel, škandale korupcijske, imej vse za nek glamur, ne pa za to šahovsko zvezo, ne, res izpade vse skupaj, točno tako, ne, da v bistvu kje je prednost tega kandidata? Kaj ponudi, kar drugi ne? Ravno to, da ni nekdo drugi. Ne? Jaz v bistvu imam več šans kot Kordiš, ali pa jaz sem bolj levi od Nataše Pirc-Musar, jaz nisem Janšov kandidat. Vedno je res je kandidat negacije. Ne? Plus kaj je neumno, ne? Način, kako je nastopil. To je druga plat tega, da je skupni kandidat koalicije, oziroma da so to tako naredili. Da mora on, na nek način je zdaj prav in vidi se to. Ko novinari sprašujejo o potezah vlade, vidi se, da ne bo vsega rekel, kar bi rekel. Da se špara in da ne pove. Ne? Ja. Je to spet isti problem, ne, se zvera, neki drugi ravnini, ampak kaj lahko on v tem primeru pokaže proti Logar, da nima v drugem krogu? Ne? O izkušnje znane politične se lahko sklicuje Logar bolj učinkovito na nje. Ravno to, ne? Jaz sem tisti, ki vedno pove svoje mnenje v nasprotju z Logarjem, že spet ne. Neka nastop, drža, mislim, da tukaj zmaga absolutno Logar, pa je daleč od popolnega. Ne. Tako da je res tako zelo tako malo amebast kandidat. Ne. Zdaj je pa res, da obstaja del slovenske javnosti, ki mu je to všeč tudi. Ne. Zanimivo, da vidva, ki imate na Twitterju pogosto spore. Polemike. Se tukaj v podcastu v bistvu praktično vse strinjata. To je žalostno, ne? To sem povedal, bodi si to pomeni. Ali pa v mojem vodenju. Bodi si pomeni, da se pogovarjamo o popolni neumnosti, kar je mislim, da možno. Ne? Bodi si je pač zadeva tako šla daleč. Jaz mislim, da je. Se še levi in desni strinjajo. Neki pove, ne, zato ker je res neka taka. Ja, dobro, je res, da sem prav tako. Ampak če govorimo zdaj o tej predsedniški kampanji, je pa res točno tako, ne, da po eni strani so neki vložki dokaj visoki tukaj. Predstavljamo si, da zmaga Logar, kakšen simbolni udarec za to vlado, ki je zdaj v zelo kočljivi situaciji, ki rabi zelo široko podporo zaradi vseh teh problemov, ki se na njo kopičijo. In to je bil velik šok. Ne. Zdaj tudi po drugi strani poraz Logar, tudi že spet ima neke svoje konsekvence, ki vsi vemo. Ne? Zdaj vsi gledamo, ne samo, če bo poražen, ampak za koliko bo poražen, ali bo dovolj visok odstotek, da lahko potem v bistvu ste, kako kuje nek politični kapital znotraj desnice, stranke ali pa ne, lahko svojo stranko ustanovi, to recimo nismo še videli dolgo časa, ne, kakorkoli. Se ti zdi realno? Kapital. Se ti zdi realno to? Ja, se mi zdi realno. Stranka, Logarjeva stranka. Zakaj pa ne, no, se zadnje? Ne? To se ni zgodilo, ampak koliko časa? 10 let. V čem je bistveno Logar nek drugi lik kot recimo Virant? S tem, da je dosti bolj predkanjen in dosti bolj razume politiko v tem. Ne? In da tudi dosti bolj pozna od znotraj, kako deluje SDS, ker je znotraj že 25 let ali pa 20 let in točno tudi ve, recimo, kdo je kdo in kje, ne? In se pravi, proti komu se bori. Ni nerealno. Ne? Hočem reči, ne? So vložki v to predsedniško kampanjo in posledice zelo visoke, istočasno smo pa zdaj tam, da pravzaprav vsi bolj ali manj, razen desnosredinski volivci, ki končno imajo nekaj kandidata, ne, vsi ostali nekako res ne vejo še koga in kaj. In to je ta, v bistvu ta paradoks, ne, v tem. Mi se tukaj pogovarjamo že na uro, vemo, da se govarjamo o nečem, ki mogoče dobro, on bo rekel, da ni tako pomembno, jaz mislim, da je vendarle bolj pomembno.
Ampak vseeno še vedno vidimo, da je neka fluidnost in neko nezadovoljstvo na to ponudbo je pa precej prisotno. Jaz slišim to vse posod vseh ljudi, najrazličnejših prepričanj. Razen, še enkrat moram poudariti, razen nekega profila desnostorinskega volivca, ki bodo zdaj nezadovoljni z SDS-om in končno vidi, to pa je kandidat, za katerega lahko volim. In to utegne imeti neko posledico. Kakšno bomo videli. Da gremo zdaj še full disclosure, mogoče kdo od gledalcev ali pa gledalk ne ve, ti si bil včasih član SDS-a, pa si izstopil, ne? Ja. Ti nisi bil član nobene stranke? Ne. Imaš pa zdaj, nastopaš na listi neodvisnih za lokalne volitve v Ljubljani? Pridružil sem se listi neodvisnih za mestni svet. Tako. Zato tudi mislim, da to je hecen, ne? Kot človek, ki ni verjel, da obstaja kakršnakoli vsebina tega pojma, pač moram reči, da po ljudeh, ki so na tej listi, bi lahko to rekel, da je prvo pravo poimenovanje. Neodvisni. Ja, mislim, govorimo o mestni politiki, to so čisto nekaj druge zadeve. Ja. Ne, se to tudi o mestni politiki, o Ljubljani danes nismo govorili. Ampak če to moj greh, ne zdaj primerjamo. To pa, nisem kot grehe. To pa nisem naštevala kot ena na ena, kot s kandidati, ampak samo še to pa, ne, mogoče, da naredimo res full disclosure. Tedej tebe bom pa vprašala o tem izstopu iz NIJZ skupine, oziroma ti si bil član delovne skupine za družbene in komunikacijske vidike v sklopu nove posvetovalne skupine pri NIJZ. Gre za komunikacijo, kaj bi morali s COVID krizo delati, kako komunicirati. In si iz tega izstopil, ne, prejšnji mesec. Zakaj? Oziroma, če sem jaz prav razumela, izstopil si zaradi tega, ker tudi ta vlada, po tvojem mnenju, ne upošteva stroke. A sem prav povzela? Ja, mislim, absolutno. Zdaj, koliko resen odgovor in koliko globok odgovor si želiš? Ja. Kar? Ne, zdaj tako je. No. Zdaj, izstopil sem seveda za to. Ne. Znotraj delovne skupine so se zadeve odvijale toliko, kako rekel, seveda neoptimalno, ampak pač tako, kot se odvijajo v neki ad hoc, neki dosti na hitro postavljeni zadevi sred poletja, ne? Ampak zadeva se zaštarta in dobi svoje gonilo in spodbudo za nadaljevanje od tega, a so prvi predlogi sprejeti na polno ali niso. Ne? Začne se zelo entuzijastično, potem pa zadeva pri večini jasno malo začne usihati. Ne? Ampak, da tako rečem, tisto, kar je bil moj problem, bil tem, ta posvetovalna skupina je bila nekaj, kar si je, bi upal reči, zaželela ta vlada, da se oblikuje. Kot da je bil nek nenapisan družbeni dogovor, seveda, da se to točno tako naredi, da se oblikuje skupina, vse ima not. Skupina, ki jo vodi epidemiolog, ki vključuje tudi druge profile, zato da ne bo zadeve preveč klinične, pa da ne bojo samo skratka, točno to, kar se je 2 leti in pol pač govorili in vrteli. Ne? Torej, zadeva se je postavila točno tako, kot so si želeli, s točno to glavno figuro, kot je bila največja želja, po mojem, z ljudmi, ki so not, ki so vsi, od katerih noben je nek zmaj, ne, kako rekel, tako. Vse je bilo točno tako narejen, da bi morali izpolniti še drugi del tega nepisanega odgovora in da bi vlada morala verjeti, da ta skupina predlaga točno take stvari, ki jih je ta vlada zmožna sprejeti. Torej, tle je bilo že veliko uživljanja, veliko, kako rekel, napovedovanja absolutne nemožnosti tega, kaj bi sprejeli. Mislim, enih zadev nismo predlagali tudi zato, ker je bilo jasno, da bo smešen. Hoteli smo, gremo zdaj poskusiti ta dogovor, ki je bil tak. Mi oblikujemo stališča, podamo predloge, vlada v tem odloča in jih tudi implementira. Vse v tem je ves problem. Zdaj je, konec oktobra, mi smo dali predlog za to, da se zadeve označijo, kje so maske priporočljive in obvezne, sredi julija. Tega še vedno ni. Torej, itd. Ne, takrat smo že predlagali to, da se maske delijo na
na vhodih v javne stavbe, vsaj pred bolnicami, vsaj na javnem prevozu, na postajališčih. To je bil eden od predlogov. Nič. Do teh bolj neformalnih, ko bi rekel, pogovorov, ki jih je sigurno, po mojem, na zastopu Fafangel, na svojih na sejah in dan podjetij in tako naprej. Neka splošna spodbuda, da se bo kvečemu, kar se mask tiče in vsega drugega, da razpoložljivost je prva, ki lahko hrani zadeve minimalno normalizirane. Da ni tega izgovora. Mislim, ljudje so maske pometali v smeti, po mojem, mislim, dobesedno. Tudi ko prideš... Jih ni. Ne, tudi ko prideš v poteste, te, ki jih v šoli brezplačno dobijo, oziroma jih šolari dobijo, te kar čudno gledajo v lekarni, ker si eden od redkih, ki pride to iskat. Lahko povemo anekdoto. Včeraj si mu na obisku VDC-ja, nekaj pa res državni zavod in je bila ena sama maska, ki je tam bila na razpolago. Tako da. Ja, ne, se pravim, to je bilo, no, mislim, da je bilo takrat julija, ne, je bila stava nekako ta, ne, mi v bistvu nismo imeli nekih, tako, mislim, da je bila neka skupna, da rečem, ambicija ta, da se zadeve toliko normalizirajo, neki določeni ukrepi, da je nositi masko, ne nositi masko, biti cepljen, ne biti cepljen, testirati se, ne testirati, da sta to dve enakovredni opciji v praksi. Ne? Vemo, da maska ni normalna trenutno, ne? Mislim, tako da rečem, jasno, da ni normalna več v nekem smislu. Testiranje, če se izvaja na N1, mislim, jaz ne vem, kje se še, ne? Obstajajo seveda neke točke, kjer se to počne, ampak ne. Hočem reči, samo toliko, da zadeva ostane bazično pripravljena za morebitno, če bi bilo treba kaj orenk narediti, da bi zadeve takrat še veljale in nekako prebroditi tudi ta čas, ko novela ZNB ni veljala in ko se v bistvu bi se morali spet sprejemati protiustavne odloke brez zakonske podlage, česar pa pač ne bi naredili, ampak bi v nekem smislu morali. Jaz ne vem, kaj bi naredili v primeru, da bi se zgodila, ne vem, vojno stanje razglasili, jaz ne vem, kako bi preprečili. Ne? Ampak hočem reči, in to je to. In v nekem smislu, ko ti poskušaš biti konstruktiven, predlagaš, čakaš, pritiskaš. Si stroka in poveš kot stroka vladi, ki hoče stroko poslušati. Sem to vam rekel, ker ni samo pasivno nasprotovanje bilo, tudi na tej ravni. V istem času, ko ti predlagaš neki, pač vlada dobesedno izreka stvari, ki so kontra, čist na čist idejni ravni. Ti hočeš okužbe ustavljati, jih zmanjševati, omejevati, vlada jih v nekem obdobju začne spodbujati v smislu, zdaj je fajn se okužiti, to ne gre skupaj, to se tepe. In ko vidiš, ko ti napišeš v strokovna izhodišča, poudariš z zgledom, prosim, večkrat se povedali, in to je bilo tudi osebno rečeno, kot jaz vem, a lahko vi na svojih tiskovkah nosite maske, tako, sam zato, nikakor. In pa je tako, ne, kaj boš zdaj, če ti od nekoga in potem, da na to položiš to, da reč, mi upoštevamo priporočila stroke. Ja, čakaj, mislim, kaj je priporočilo? Za koga naj to priporočilo velja, če ti ne nosiš te maske? V največji možni gužvi, recimo na nekem, ne vem kje. Za koga potem pa velja? Plus, če si starši nad 60 let in si še ranljiva skupina, ne, po tej klasifikaciji. Tako da, mislim, vzeli je čudno preveč časa to, preveč energije, preveč, mislim, ko se zaletavaš v to, kaj bi še se dal narediti, ne samo meni, večini ljudi, ki so tle bili zraven. In sem šel tudi zato, da eventualno, da bi to imel kakšen efekt, da se stvari razreše. Preprosto mislim, drugače se ne da tega povedati. Jaz nisem hotel od znotraj, kako bi rekel, na čist direktni način tega govoriti, ker se mi ne zdi korektno. Ok, hvala lepa tudi za to pojasnilo. Obema hvala lepa za nastop v N1 volilnem podcastu. Upam, da se še kdaj vidimo. Ja. Z veseljem. Mogoče pred drugim krogom, če bo.
Tam se bo treba odločiti. Jaz se ne bom odločil tako kot tam. Bo bolj živahno. Hvala še enkrat, hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalkam in poslušalcem. Spremljajte se nas še naprej. Na volilno nedeljo še posebej spremljajte nas na n1info.si. Naš desk pripravlja zelo, zelo intenzivni večer. Hvala še enkrat. Hvala. Hvala.